zelo znano v bistvu je, da je to, da delaš, pa ta hustle kultura, ne, je v zadnjem času sicer že mogoče malo zamira, ampak je kar nekaj časa še veljalo, da moraš veliko delati, da moraš biti skozi zaposlen in da je to neka vrednota. In potem seveda pride do preobremenjenosti, ko ne veš več, kako naprej, kaj naj bo sploh naslednji korak, in pa tudi običajno ni rezultatov, ki si jih želiš. In potem pride do preobremenjenosti, do izgorelosti in tako naprej. Ampak če v resnici pogledamo, kaj preobremenjenost pomeni, pa to pomeni preobremenjenost dlje časa običajno, a ne? Seveda, če imamo ravno kakšen projekt v izvedbi ali pa v zaključni fazi, je včasih čisto normalno, da mogoče imamo malo več dela. Ampak če občutiš, da je tale preobremenjenost skozi daljše obdobje, potem je mogoče to znak, da delaš napačne korake. Ker če delamo neke akcije vsak dan in si cel urnik oziroma delovnik napolnimo z aktivnostmi, ki ne prinašajo rezultatov, ki si jih želimo, potem v bistvu vodi to do preobremenjenosti brez rezultatov, ki si jih v resnici želimo. Tako da, če slučajno se počutiš že dlje časa preobremenjena, se vprašaj, kaj je na tvojem urniku. In če si še ne zapisuješ, če ne uporabljaš recimo kakšnega koledarja ali pa to-do lista, da bi lahko preveril oziroma preverila za nazaj, pogledala, naredil eno analizo, potem te vabim, da si mogoče naslednji teden zapisuješ ali pa vsaj nekaj dni zapisuješ, kaj vse v delovniku počneš. In na koncu se vprašaš, ali so ti koraki, te aktivnosti res potrebni sploh za moj posel, jih lahko mogoče avtomatiziram ali delegiram, ali pa jih mogoče čisto izključim. In potem se vprašaj, kateri so tiste dejavnosti, ki jih mogoče lahko optimiziraš, katere lahko izpustiš in delaš tiste, ki so zares nujne. In če se mogoče zapelješ do točke, ko ne veš niti kako naj narediš naslednji korak, kako mogoče najbolj učinkovito pelješ svoj brand, potem je mogoče si na točki, da potrebuješ tudi kakšnega mentorja, ki ti bo na tej poti pomagal. In verjemi mi, da je možno imeti boljši posel in prihraniti tudi čas oziroma imeti več časa. To se ne izključuje, tako da če ne vidiš poti, kako priti do tega, je mogoče samo čas, da potrebuješ eno zunanjo pot, ki ti bo, oziroma nekoga zunanjega, mogoče kakšnega mentorja, ki ti bo na tej poti pomagal. In ja, to ti govorim iz osebnih izkušenj, ker sem v bistvu tudi jaz dlje časa bila v bistvu ta občutek imela preobremenjenosti in da samo delam in da v bistvu so samo projekti, ki sem si jih zadala, so imeli sicer rezultate, ampak ne pa v takšni meri, kot je bilo tudi dela dodanega. Dokler res si nisem začela vlagati bolj v mentorje, ki so mi potem pokazali tudi bolj učinkovite in pa druge poti. Tako da, mogoče za spodbudo in razmislek tudi tebi, tako za danes, ker pač smo recimo tudi decembra in lahko mogoče v novo leto stopiš čisto drugače. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.